Najprej lep pozdrav vsem udeležencem posveta Kultura včeraj, danes, jutri. Seveda vsem nastopajočim, vsem, ki bodo sodelovali v diskusiji, vsem kulturnikom, nekaterim poslancem Državnega zbora, ki so se udeležili posveta, seveda tudi predstavnikom sedme sile in posebej predsedniku Državnega sveta, gospodu Mitji Bervarju, čigar zasluga je današnji posvet, kajti on je dal pobudo za to srečanje, in nazadnje tudi gospodu ministru Žigi Turku, ki nas je prišel pozdraviti v imenu Vlade Republike Slovenije. Še enkrat hvala lepa. Namen tega posveta je pravzaprav preprost. V današnji temi dneva kolega Peter Kolšek pravi, da pred natanko enim letom se je postavil problem, ker je prišlo do nekakšnega vtisa, da je med politiko in kulturo nekakšen velik prepad. Skratka, da sta si politika in kultura na nasprotnih bregovih ali celo grobo rečeno sovražnika. Ravno današnji posvet mislim, da dokazuje, da ni nujno, da je temu vedno tako. Da ni nujno, da kulturo razumemo zgolj kot strošek, kot nekaj, kar je odveč ali kar lahko dopuščamo, nikakor pa ne podpiramo, ampak da je kultura ne samo dodana vrednost, pač pa tudi v ekonomskem smislu pravzaprav stvar našega preživetja. Bomo potem, ko bomo imeli pozdravne govore in bodo nastopili vsi razpravljalci, imeli tudi razpravo o problematiki, in zato prosim tiste, ki bi radi sodelovali v razpravi, da izpolnijo listek, ki ga imajo na klopi z ustreznimi podatki, ga prinesejo sem, tako da bomo lahko potem tudi samo razpravo vodili na organiziran način. Kot prvega govornika, ki bo pozdravil današnji zbor, prosim gospoda Mitjo Bervarja, predsednika Državnega sveta. Prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani kulturni ustvarjalci, poznavalci in ljubitelji kulture, spoštovani gospod dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, profesor Miran Zupanič, predsednik Nacionalnega sveta za kulturo, poslanci in državni svetniki, cenjeni govorniki, predstavniki medijev, gospe in gospodje. Dovolite mi, da vas pred slovenskim kulturnim praznikom vse skupaj prav lepo pozdravim na posvetu, v celoti posvečen stanju v slovenski kulturi. Prav je, da v dneh, ko po vsej Sloveniji potekajo številne prireditve v čast in spomin našemu velikemu poetu Francetu Prešernu, kot simbolu naše kulturne ustvarjalnosti, tudi v parlamentu, hramu slovenske državnosti, strokovnimi prispevki in razpravo skušamo osvetliti stanje v naši kulturi 20 let po osamosvojitvi. Slovenci smo morda edini narod, ki slavi dan kulture kot nacionalni praznik. To nikakor ni naključje. Umetnost in kultura sta pripomogli k temu, da smo v dolgih stoletjih kot številčno majhen narod, obdan z veliko večjimi ljudstvi, uspeli ohraniti svojo identiteto. Dolga stoletja pred ustanovitvijo slovenske države je njen nevidni zemljevid okvirjal slovensko kulturo, zato ne preseneča, da je konstitutivni akt naše državnosti, pisateljska ustava, kot že ime samo pove, nastala v nedrjih Društva slovenskih pesnikov in pisateljev. 8. februar kot državni praznik v simboličnem smislu je pomemben tudi zato, ker nas doslej ideološko in politično ni razdvajal. Prav bi bilo, da bi bilo tudi letos in vsa prihodnja leta tako. Kultura je vrednota,
ki nas kot narod tesno povezuje, zato na kulturni praznik pripada prostor muzam in ne ideologijam. Slovenski kulturni praznik pa je obenem primerna priložnost tudi za razmislek o državotvorni vlogi kulture v slovenski preteklosti, v njenem položaju v sedanjosti in njenem mestu v prihodnosti. Leto, ki je za nami, je za slovensko kulturo v marsičem prelomno. Prvič v zgodovini samostojne državnosti zanjo ne skrbi več samostojno ministrstvo za kulturo, prvič naj bi za plače zaposlenih v nacionalnih inštitucijah na področju knjige in filma poskrbeli instituciji sami. S spremembami nekaterih zakonskih podlag je bistveno poslabšal položaj samostojnim ustvarjalcem na področju kulture, ki jih je dodatno prizadela tudi otežitev sklepanja avtorskih pogodb. To je silovito načelo tudi avtonomijo javnih zavodov na področju kulture. Več kot leto dni je slovenska kultura že brez veljavnega nacionalnega programa za kulturo. Leto in 2 meseca je namreč preteklo od takrat, ko je nekdanji minister za kulturo Nacionalnemu svetu za kulturo v varovanje predal njegov osnutek, ki je nastal na podlagi poglobljene strokovne analize. Torzo, na katerega smo čakali več kot leto dni, po 12 dodatnih uvodnih straneh prinaša skorajda identične cilje kot tisti leto pred njim. To je verjetno samoumevno, saj se strokovne prioritete tudi v času krize ne morejo kar spremeniti. Kar pa se je spremenilo in je resnično zaskrbljujoče je, da se prvič v zgodovini na nepodpisani strani poimenovani nekaj uvoda, pristojno ministrstvo odreka odgovornosti, da določi prioritete na področju kulture in zavezanosti, da jim zagotovi konkretne finančne in časovne okvire. To je namreč in ne predmoderno ločevanje kulture glede na njena estetska izhodišča, osnovna naloga pristojnega ministrstva. Osnutek nacionalnega programa tako ne dosega strateške vizije Šeligovega programa in na drugi strani pa tudi ne vključuje vseh parametrov, da bi ga lahko razumeli kot akcijski načrt kulturne politike. Njegova temeljna pomanjkljivost pa je, da nikogar k ničemer ne zavezuje. Vlada in državni zbor ga lahko sprejmeta tudi brez razprave, saj iz njega ne izhaja nobena konkretna obveznost države do kulture. Zato močno podpiram vse nadaljne razprave o nacionalnem kulturnem programu in iskanju pravih stvari v omenjenem aktu. Nimamo torej danih temeljnih pogojev za vključevanje kulture v strategiji razvoja Slovenije, katerih bi po mojem trdnem prepričanju kot dinamičen in inovativen sektor z ogromnim sinergijskim potencialom morali imeti pomembno mesto. V času, ko je Evropska komisija prepoznala kulturo kot razvojni dejavnik, pomemben za rast delovnih mest in gospodarski razvoj in zato predlaga 37% povečanje sredstev za program Ustvarjalna Evropa, ter z Evropsko investicijsko banko načrtuje vzpostavitev garancijskega instrumenta za področje kulture, prinaša proračun Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 znatna krčenja nacionalnih sredstev za kulturo. Razvite evropske države kulturo prepoznavajo kot generator ustvarjalnosti, inovativnosti ter socialne kohezije. Sloveniji, ki je na pot državnosti stopila prav na krilih kulture, pa se zdi, da bi morala biti kultura hvaležna za vse, kar ji je dano. Vendarle pa se je treba zavedati, da je kulturna politika v samostojni Sloveniji v zadnjih 20 letih poskrbela za varno in spodobno okolje za kulturo v najširšem pomenu. Celo tako varno, da so nekateri zavračali vsakršne spremembe in posodobitve področja. Takrat je bil čas, da bi se lahko ukrojili po meri področja v tesnem dialogu z zainteresirano javnostjo. Zdaj postajajo le del sistemske varčevalne zgodbe, mega zakonov, v katerih za specifike pojava kulture ni prostora.
Spoštovani, ne moremo prenesti vse odgovornosti za kulturo na pristojno ministrstvo, sindikate, Nacionalni svet za kulturo. Pobudo za izboljšanje moramo prevzeti sami. Sami moramo predlagati boljše rešitve in varčnejše. Ker znamo, vemo in hočemo. Če parafraziram Cankarja, kultura si bo pisala mesto v slovenski družbi sama. Ne finančnik je ne bo, ne samo vklicani presojevalec estetskih praks. Tudi zato smo danes tukaj. Dan pred slovenskim kulturnim praznikom je torej Državni svet stičišče strokovne, politične in ljubiteljske javnosti ob razpravi o kulturi v slovenski družbi včeraj, danes in jutri. Nabor predavateljev, ki se jim ob tem priložnosti zahvaljujem za pripravljenost za sodelovanje, zagotavlja, da bomo ob tej dvorani prisostvovali kakovostni strokovni razpravi. Naša vrata kulturi široko odpiramo tudi v prihodnje. V Državnem svetu namreč delujemo neprofesionalne svetnice in svetniki, ki prihajamo iz strokovnih področij. Vsaka odgovorna politika bi stališča Državnega sveta lahko s pridom uporabila, če bi le resnično želela sprejemati boljše zakone, ki bi posledično prispevali tudi k boljšemu življenju vseh nas, državljanov Republike Slovenije. Ni naloga Državnega sveta, da se politično opredeljuje, temveč da v skladu s svojimi pristojnostmi, strokovnimi argumenti pripomore k sprejemanju boljše zakonodaje. Te pristojnosti Državni svet ima. Po ukinitvi samostojnega ministrstva za kulturo je Državni svet edini neposredni parlamentarni zastopnik interesov kulture na Slovenskem. In ker sem prvi predsednik Državnega sveta, ki je bil ta hram demokracije izvoljen kot predstavnik področja kulture in športa, se zavedam tudi lastne moralne odgovornosti do kulturnih ustvarjalcev in kakovosti kulturne politike v naši državi. Navedena sodijo tudi moje prizadevanje, da bi naslednji praznik kulture praznovali pod okriljem samostojnega ministrstva. Želim, da bi današnja razprava o kulturi včeraj, danes in jutri naletela na odprta ušesa vseh odgovornih, ko odločajo o kulturni politiki, namreč odločajo tudi o prihodnosti slovenske države in Slovencev kot naroda nasploh. Dovolite, da ob zaključku vsem prisotnim in tistim, ki jim kultura pomeni veliko, čestitam ob jutrišnjem prazniku znanim verzom dragega pesnika. Pil sem te in ne izpil, ljubezen. Kulturo smo in bomo namreč Slovenci pili in ne izpili, včeraj, danes in jutri. V času blagostanja in v času krize. Ker se zavedamo, da kultura ni le zbir številk in zakonov, pač pa veliko, veliko več. Hvala, ker ste prišli in hvala za besedo. Gospodu Mitji Bervarju, predsedniku Državnega sveta, se zahvaljujem za izhodišče, za pozdrav in za polemične besede.